Tako, pomlad je pred vrati in mi moramo pošlihtati pašnike, da bomo lahko dali živino ven. Tako da bomo zdaj par stvari tukaj pobrali, pa gremo v akcijo. Tako, evo ga, zdaj bomo pa še kole naložili, kaj jih vsako leto zamenjamo nekaj. Kdo ti jih je pa naredil? Aha, sami delamo kole vsako leto. Približno 10 na leto jih zamenjamo. No. Tako da zdržijo tam 10 let dobrih, včasih tudi 15, odvisno. Kak material pa je to? To je pa akacija. Kaj imate svojo hosto? Veliko imamo okoli vinograda akacije, pa pol naredimo kole. Je fajn les, sicer eni reče, da kostanje je boljši, ampak pri akacijom je tak, da pol ga lahko še zmeri zažagaš za drve, pa tudi dobro gori. Drugače so pa koli različnih velikosti, malo debelejši, tako kot tale tukaj, je bolj za na robove, se pravi pač, da večjo silo zdrži. Tej ta ožji so pa bolj za dolge ravne linije. No. Koliko je pa kaj visok mora biti? Ja, zdaj mi delamo približno tam 1,80 m visoke ali pa malo več še, da, pač, da ga lahko večkrat pritisneš dol, ne? Ker on se čez cajce, kako bi rekel, malo razrahla, ne? Zemlja, in pol ga moraš pritisniti dol in zdaj, če je samo 1,5 m visok, pol ni za dolgo. Ne? Na koliko približno višine pa daš, torej 2 žice, ne daš? Tako, ja. 2 žice dam, zdaj točno centimetrov ne vem, bom pa pol itak pokazal približno, koliko je. 2 žice devamo, tako da ja, no. Zakaj pa nimate, ne vem, meni imajo 3, 4, 5 žic? Ja, zdaj pri kravah ni toliko problem, no. Zdaj pri kakšni drugi živini je drugače, je pa res, da tudi nimamo nič telet malih na paši, no, tako da tisti, ko imajo dojili, je lahko včasih tudi problem. Pa tudi ravn teren je, ne? Zdaj, če imaš bolj hribovit teren, so pol, kako bi rekel, večje luknje lahko ratajo no, vmes, pa pol eni dajo malo več. Torej, prva spodnja žica ni preveč nizko, ne? Če prav razumem? Ne, ni preveč nizko, zaradi tega, da lahko one še lepo spodaj malo pojejo. Da ni treba laksati, tako kot eni vsako leto. Včasih grejo tudi na kolena, ne? Ja, tako. Tako, evo ga, koli so naloženi, opremo imamo. Edino, kaj treba še narediti, je ugasniti pastirja, zaradi tega, ker je že par brejih telic pa krav zunaj na paši, pa imamo že prežganga, no. Zdaj pa moramo ugasniti, da nas ne otreslo. Narejen? Tako, akcija. Ko to fajn vseka pastir? Ja, fajn, ja. Sploh, če si na vseh 4, da hočeš iti spodaj, pa da te po hrbti vseka, je kar hudo, ja. Si že probal kakšne izkušnje? Ja, izkušnje je bilo kar nekaj, ja, na žalost. Vidim, da imaš nekaj občinstva, res že. Ja, evo ga, so prišli vse blizu, so mislili, da sem balo pripeljal. Kaj pa tam v štali se nekaj dogaja, nekaj slišim? Ja, videli so, da sem šel mimo, ne?
pa je problem, kako mi čakajo vsi na pašo, bolj so telice to kar glasne, pa vsakeč, ko greš mimo, mislijo, da jih boš spustil ven. Torej, že vejo, da trava raste. Tako je, ja. Sej danes smo že 20. marca, tako da pričakujemo naslednji teden, da bo kar povsod že paša, no, če bo vse po sreči. Vidim tukaj, da imate kar dost pašnika okoli hiše, koliko pa je to površine? Ja, v bistvu vse pašne površine skupaj, kaj imamo, je 16 hektarov. Tukaj okoli doma je pa mislim, da okoli 12, kaj takega, no, ali pa mogoče malo manj. Tako da imamo kar dost tukaj okoli, no. Vse, kar se je dalo, smo dali v pašnik tukaj, no. Paša je ful zakon, ne? Paša je najcenej. Tako da res živina je bolj zadovoljna, manj imaš stroškov, ne rabiš nastilati, ne rabiš gnojiti. Tako da samo kako balo je treba pripeljati in to je to. Pa miga se, ne, žival. Tako je, na svežem zraku. Nemaj razlož, kaj je zdaj tle. Tako, zdaj, kako to poteka pri nas, je tako, da grem prvo skozi okol, preverim, če so okoli še v redi za naprej, če ga je treba mogoče malo dol pritisniti, če je treba zamenjati. Tako da to je v bistvu prvi krog. Naslednji krog je pa pol... Opa. Edi. So že radovedne. Kaj narediti, če vam krava pobegne iz pašnika? A. Tečeš za njo, B. Jo pokličeš po imenu ali C. Ji pustiš, da postane divja krava. Kaj mislite? V komentar zapišite pravilni odgovor in tako sodelujte v naši nagradni igri, v kateri bomo podelili Naš merch, ki bo na naši novi kapi. tako in nagrajenec bo izžreben v koncu naslednjega videa. Aj, beži. 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 Pohvati me, Leo. Kako imaš to zdaj postopek? Tako je, evo ga, tukaj na vse krajine delamo, take bi rekel, izolatorje malo bolj posebne, da pač žica lepo teče skozi, pa da lahko šponaš na krajnih. Tako da evo ga, zdaj smo noga fiksirali, pa bomo še žico našponali. Ta je star drot, pa ni fajn. Dober. Ej, vidim, da si neko pomoč dobil, Matjaž. Tako je, evo ga, šefica je prišla pomagati, ker je fajn, da smo za ta posel dva, no. Gre veliko hitrej. Se to sem glih hotel prej vprašati, če to sam delaš ali... Ja, ponavadi delamo skupaj z mojo punco, tako da smo kar efektivna. Okay. Ej, za koliko cajta pa ta žica drži? Ja, bi rekel, taka žica, Ja, to je večno. pa vidim, da je malo rjava. Ja, tu pa tam je kaj problem, ampak ta je dosti debela, ta drži, ni problem. Ta, naprimer, tukaj, ta je malo tanjša, ta pol gre, ne, pač to poči. Ampak drugače pa načeloma žica je res za dolgo, tako da se izogibamo trakom. Ne gre ven? Pa malo bo šlo, malo je treba, dosti je zabit od prejšnjega. Ej, kaj pa če bi se vidva zamenjala? Ja, bi bilo lepo, ne, sam enim je lepše noter v stortiju. No, pa la gremo naprej. Ej, zakaj ti v bistvu zdaj tle hodiš? Ne, če jaz hodim pred njim, preverim, če je stabilen ali ni, če pa ni, mu pa rečem, da naj ga še dodatno zabije. Lahko.
Gospodič, zakaj pa Jo. ti recimo te težke stebre ne nosiš okoli, pa ona vozi? Pa dobro, se stebri niso tako težki. Veš kaj je, izpit za strojnika imam, ne druga. Ne, se tudi šefica že vozi, samo pri kakih stvarih, ko si malo bolj natančen, je veliko hitreje, če jaz to naredim, zaradi tega. Smo se tako uskladila. Zdaj imamo tukaj še enega strklenga, ko ga bo treba menjati, po moje, mogoče. Dober je, ratalo mi ga je še malo zabiti, tako da za eno sezono smo še dobri. Vidim, da je tudi tebi dal malo zavoziti. Ja, meni je to dal. Za njemu pač da tako se mora malo sprehoditi, moram tudi jaz malo. Kaj si izgubil s tortija? Ja, nekaj sem mogel še tukaj pogledati, ona pa kar ne zapelje do tam, bomo pa štartali naprej. No. Dobro, da ženska obvlada. Drugače pa te telice, oziroma visokobreje telice pa visokobreje krave so v bistvu tudi bile čez zimo zunaj. Ene par tednov niso bile, ker je bilo mokro, drugače pa jih imamo skozi. Zakaj pa niso bile noter v hlevu? Ja, pač zaradi tega, ker zakaj bi kidal, pa zakaj bi rabo fotrati v hlevu, če so lahko ne zunaj, prineseš eno balo, pa nimaš nič posla. Zjebe jih ne. Jaz sem pa mislil, da je kak drug razlog. Ne, ni. Mogoče premala štala, ali da se preveč zredijo. Štala je zmer premala, tudi če večjo se zidaš, je še zmer premalo. Nikdar dosti. Ja. Ej, kaj pa to je pa naravni pastir? Ja, to je super, pobereš troma, koliko češ. Zakaj pa se to neč ne popuca? S tem se pa naredi tako, da se gre pol, kak bi rekel, z škarim malo jačim, pa se pol podre, no. Ampak to vidim, da že par let ni šel nekdo. Ja, tukaj pa že sne, ja. Ja, pridejo taki, kak bi rekel, taki odseki, ko jih ne gledaš glih vsako leto, pa se pa hitro zaraste, ne. Ej, zakaj imaš pa tukaj, vidim, sred pašnika imaš ograjo, kot neka čredinka? Tem se reče čredinka, ja. Imamo pa zaradi tega, ker imamo bolj različne skupine pasemo, ne. Tukaj so recimo mlajše telice, na tem delu, ko smo zdaj, so samo breje telice oziroma breje krave. Pol čez cesto so krave v čredi, pol pa ostali pašniki, ki so pa bolj oddaljeni, so pa za mlajše telice. Zdaj, eni delajo čredinke zaradi tega, da pač različen čas pasejo na njih, ampak mi nimamo toliko pašnikov, da bi lahko še to pokombiniral, tako da se v bistvu pase na celotni pašni površini. Ej, kak imaš pa kaj napajanje rešeno na paši? Napajanje je pa v bistvu tako, da ima vsak pašnik eno, bi rekel, banjo ali pa malo večjo posodo, no. Ko pač tam je povezan vodovod in pol na plovc drži količino vode. Zdaj pobiram izolatorje dol iz starih kolov, da jih bomo imela za nove kole, ker jih nimamo trenutno dosti, nama bo zmanjkalo za cel krog. Ok, se pravi, prvi krog smo popravili kole, tako da zdaj so vsi koli stabilni za naslednjo sezono. Zdaj drugi krog je pa v bistvu sama žica, da je dosti našponana, pa da je na pravi višini. In to je to, no. Tako da zdaj drugi krog je malo bolj zahteven. Zdaj vidim, da izolator montiraš, ne? Torej višina, to od oka. Višina gre od oka, se pravi, če montiramo na nov steber, damo majčken višje, ne? Zaradi tega, da v bistvu pol naslednjo leto, ko ga pritisneš dol, ne rabiš spet prestavljati izolatorja. Je pa nekak višina, evo ga, tukaj je zgornja, potem pa spodnja nekje tukaj, no. Tako da do več kot pol metra od tal, no, sigurno spodnja. Tako da ja, no, po potrebi pa dvignemo gor kje izolatorje, ni pa nujno, da so vsi čisto na centimeter natančno iste višine. Evo, potem se pa zgodi, ko prestavljaš, da takole popoči, pa ga moraš zamenjati. Hop! Tako bo pa drugo leto za zamenjavo, ker je že mečke nizki. Kje si pa ta nastavek dobil? Ta nastavek dobiš v vsakem paketi poleg takih izolatorjev. Prideš do vogalnega in? Tako, tukaj bo pa treba mečke našponati, se pravi, da bo linija tako treba.
Zdaj pa ponavadi je fiksiran čist na konci, v tem primeru je pa mečken stran od kota, tako da bomo ga tukaj odprli. Mečken težje se našpana, ampak približno isto velja. Vidim, da s skupnimi močmi bo pa le šlo. Ja, bo treba malo, ker Je težko ne podaljšati drot. težko, ja. In da ga bomo malo mi spalili. Če ga ni, ne moreš. Neč ga bomo malo dodala. Torej, v tem primeru vzameš kolut, Tako. In dodaš recimo pol metra, mečken še. Tako, poštukaš. Nismo vsako leto tukaj, kako bi rekel, striktni glede obnavljanja pašnikov in pol včasih kje na hitro pokombiniraš, ko pa ni čisto vredno narejeno. Zdaj letos imamo pa, kako bi rekel, ali pa na vsake par let si pa vzamemo malo več cajta, pa res podrobno pregledamo ograjo, pa se pol taki popravki naredijo. Čeprav je kar zamudno, ampak je fajn, da imaš zrihtane pašnike v piko, ker če ne, moraš pol krave po koruzi kaki loviti polet, pa ni dušen. Zgornjega smo, zdaj pa še spodnjega. Spodnjega ne bo treba štukati, tako da je dober. V tem primeri, če ti pa malčkin več ostane, oziroma to je namensko tak, ga pa še za zgornjega malo zavežeš, tukaj da se v bistvu prenos pojača, no, da je boljše omrežje.